15. november bo 1, 2, 3 tukaj, mi se moramo pa malo pripraviti. Feltne je treba spucati, keramiko bom namazal, ki mi je malo ostal še prej, pa jih peljem centrirati, predtem moram dati pa dol tele uteži, ki so že kar malo boge. Ugotavljam, da jih sploh nisem spucal lani, preden sem jih zamenjal, kar je kar slabo. Ampak, ok, bomo to zrihtali zdaj. Takole. Pa še the fun part, lepilo. Tisto, kar ne gre lepo na roke, imam jaz tle najrajši kar tale Gion tar, ki v bistvu raztopi taka lepila. Zdaj, včasih rabite malo večkrat nanositi, včasih samo enkrat, pa se pa v bistvu malo tako s prstom noter umasira, da res prodre to lepilo not. Pa vzamete tale plastičen strgavček in gre. Sej vem, zaradi Irko gre menda še hitrej, jaz se nimam doma, ker to čisto premalkrat rabim, pa tudi recimo na bolj temnih gloss feltnah se po moje hitro kaj poškoduje, tako da je to vseeno malo bolj safe way, da si malo bolj nežen, pa lepo raztopiš zadevo, pa gre dol. Evo, malo prepričevanja, pa gre. Takole, evo, še ta zadnja končana, da gre pa tole v avto. Na hitrco scentriramo in pa tlej se lotimo vsega ostalega, da jih še danes zamenjamo. Pa smo doma, zdaj pa sledi malo bolj tak dolgotrajen proces. Feltno moramo orang spucati, ali pa še s plastelinom pobrati dol vse tisto, kar je tukaj noter zažrt, to pa zato, da lahko pol keramična zaščita res dobi tisto optimalen oprijem na površino in zaradi tega bo tudi čiščenje pol toliko lažje. Zdaj smo pa že v tem času, ki je treba malo tople vodice dati noter, sploh zato, da se tudi ta plastelin lepš razteguje. Tako da tole bom kar noter potopil. Zdaj pa lepo pošmit, pa gremo. Je pa res zakon tale pokin stojav, da ne rabiš nobene stvari. Tam takole lepo vrtiš in je to to. Tale feltna ima pa še več krakov, kakor original letna. Tako da tudi zato je bolj pomemben, da se jo orang spuca pa pripravi na zimo. Takole. Zdaj bom pa v bistvu samo še malo pene tele dodal. Še bolj lubrikacija. Zdaj pa poiščemo naš plastelinček, tukaj v vedru spodaj je tudi Gridgard, no, tako da se ne bo lih poškodoval. Ga pa samo takole lepo malo prepognemo. Zdaj pa gremo. Zelo, zelo groba feltna, sicer je tudi malo tak mat finish, ampak ja, plastelin je umazan že po parih potegih, tako da tole je kar nujno potrebno opravilo. Pa ga pa samo takole malo prepogneš vsake toliko. Če rata pretrd, ga daš pač malo nazaj v toplo vodo. Seveda tudi tam noter je milo, tako da skozi zagotavljaš neko lubrikacijo, da se ne praska. To pa ponovimo seveda tudi na sprednji strani. Zdaj, definitivno rezultat tukaj ne bo prav perfekten, zato ker so bila ta platišča že rabljena, preden sem jih dobil in so tudi malo poškodovana, sem pa tja na kakšnem robu, ampak se ne sekiram. En čist super opravljajo vlogo zimskega seta, ampak bo pa lažje pucati, če porabimo par uric na njih.
Za konec pa feltno še speremo. In pa posušimo. Takole, mene je zdaj pošten prezebel zunaj, tako da Primož bi rekel, da te še ni izučil, ampak tako je. Zdaj pa, naslednja stvar. Feltna je posušena. Zdaj, pravilen postopek bi bil, da bi jo še spoliral, zato ker itak ni nova, ampak tudi je nekaj večjih prask, ki spolirajo, ne bojo šle stran, pa tudi to so zimske feltne, tako da mi je dosti vseeno. Tako da naslednji korak bo CarPro Eraser. To preprosto vse površine, kamor bo šla keramika, našpricamo in pa suho mikrokrpo prebrišemo. To pa zato, da v bistvu grejo vsa ta olja, vse te ostanke raznih stvari, čistil, voskov in tega vsega, kar še ni šlo stran, da gre pač stran in s tem v bistvu zagotovimo maksimalen oprijem za nanos keramične zaščite. Zdaj pa feltna je pripravljena maksimalno, kolikor bo z moje strani lahko. Tlele imam še ostanek od pomladi, v bistvu je zdržal Gjon Rim, se pravi keramika, zraven dobite tak aplikator, pa tele iz alkantarce, take cunce, mene spominjajo na te za očala brisati, no, to je to. Lepo premešate, odprete, upam, da se sploh še odpre tale pokrovček, vse. Ja, malo se je strdil, tako da to bomo malo tresli, da ne bo kaj tazga šlo gor. In pa zdaj na čisto pripravljeno površino, zdaj ta prvič lahko malo več damo tlele gor, pa pač po feelingu toliko, da se maže. In pa zdaj lepo samo takole naprej, nazaj mažemo in ko pridemo okrog, lepo še pol tele šprikle in lepo obrišemo višek, takole gremo naokrog, tudi čez uteži lahko, če ne drugega bo preprečil, da se umažejo tako hitro, pa tudi orja bo. Zdaj, ruki mi staj, ki sem ga naredil, sicer tle se vidi, da je malo matirana feltna, ampak drugače najlažje ugotovite, kje ste štartali, če začnete pri eni težji zunanji ali pa recimo pri unem delu, ki je ventilček za zrak. Takole, pa še tale del tle, zdaj tole rjo bi mogel tudi pobrusiti, ampak zdaj nimam orodja pri sebi, tako da tole gremo, lepo namažemo in to je to, tako. Čim bolj taki gibi, da se cela površina namaže. Te feltne so za pucati zelo smotane, sploh zato, ker so te žepki tlele noter in tam se res sama zanija nabere. Tako da, evo, jaz mislim, da sem prišel lepo okrog. Zdaj pa v bistvu tega dela jaz ne bom brisal, zato ker tudi ne bo viden in je pač fajn, da se malo bolj trd sloj naredi. Tukaj pa zdaj vzamemo čisto mikrokrpo, jo zložimo in gremo samo takole, v bistvu s težo mikrokrpe se briše najprej z eno stranjo, pa še drugo stran, da bo res čisto. In je to. Tako, in zdaj, če ste mislili, da je bil del v easy za narediti, pač zdaj ta ne bo, a ne? Tako da jaz bom tle štartal, že spet. Sem rekel, da bom štartal tle, kaj je tale za zrak, tako da dajmo tle štartati lepo. Tako, zdaj bom najprej vse te žepke podelal, da pač nek sistem si moraš ustvarjati pri svojih feltnah, ker če ne se hitro zgubiš. Zdaj, pri črnih se mogoče lih malenkost bolj tudi opaz, kje si že namazal, kje pa ne. Tle pa pač moraš biti malo bolj natančen. In pa greš takole okrog, še s tole cunco, pač treba je biti čim bolj natančen, ker če ne se pol na soncu feltne svetijo, malo tako mavrično, tam kjer si pozabil obrisati. Fajn si je zdaj tudi kakšno lučko, ampak lej, tole je res moja zimska feltna, tako da ne bomo preveč komplicirali, tlele obrišemo. Zdaj, gume so spucane, ne bom jih pa mazal zdajle, zato ker sem se naučil zgrda, da sem pol cel limast in od tega premaza, ko gume montiram na avto. Tako da bomo na to počakali, ampak vi ste zdaj fertik s tem, mene čakajo pa še 3, tako da se vidimo, ko bo konec. Gume dol in v bistvu gume same v kanto, feltne pa na zimovanje. Tako da najprej lepo čraufamo.
Fajn je bilo takole z nogami pol zagrabite, da ne udar po bremzi ali pa čimrkoli. Tako da tole zdaj stran zapeljemo, ampak zadeve pa s tem še ni konec, zato ker imamo pa tlele zdaj še distančnike za odstraniti, tako da. In ta distančnik ima v bistvu posebej navoj, posebej velikost, tako da malo drugače. Takole. In pol jih je najbolj kar takoj prešraufati nazaj gor. So pa tole Aybachovi 15 mm, seveda s homologacijo, tako da ni nobenih težav. In v bistvu tudi fitment zelo dober. Takole. Pa če je prav, mora iti lepo dol, ker sem polet namazal, spomladi namazal s pasto, tako da je zdaj pol kar takoj te vijake lepo našaufam nazaj. Pa fajn je, preden gre guma gor, da se to malo popuca. Sicer ni neka globoka rja, je bolj samo površinska, zato ker tle zmer namažem s to pasto in pol ni panike, ampak je pa fajn, da se malo zrihta. Tole bomo še malo tele obrisali lepo. Obroče. Takole. Pa zdaj, ko je prilika, bom še malo čeljust na hitro spucal na teh delih, ki se ne da tako dobro takrat, ko nimamo tega dostopa. Ja. Zdaj sicer distančnike bi načeloma lahko fural tudi na teh feltnah, ker so dimenzijsko v bistvu čisto identične kot original, ampak pozimi, ko je toliko več teh kamenčkov in tega sranja na cesti. Še prej bomo malenkost namazali tale del, da se pol feltna ne prlep gor, če slučajno pride do kakšne korozije. Pa tale obroček, ampak je treba pa zelo narahlo vse skupaj, zato da ni preveč. Čist simpel. Takole, pa da vidimo še tako, ka mora iti gor. Evo, pa smo gor. Zdaj pa, že lani ste me opozarjali, da moramo v bistvu tale začeten del najprej na roke gor dati, da ne uničim kakšnega navoja, tako da me je izučil. Prvo ga sploh v celoti v bistvu, da lepo zagrab. Takole, pa da se tudi lepo naravna vse skupaj. Takole, zdaj pa tele naslednje. Samo takole na hitrco. Moramo tudi v nasprotne. Tako, to je zdaj na nek tak osnoven tork naštiman. Zdaj pa spustimo dol, tako da se guma v bistvu malo usede, pa še zategnemo. Pa tole pogledamo, če je prav na zategovanje. Takole pa gremo. Eden, dva, tri, štiri in pet. Zdaj, jaz grem ponavadi pol še en krog se zapeljati na hitro, pa še pogledam, če je kaj za zategniti, tako da to je to, še pokrovček. Zdaj pojma nimam, kako bi smiselno bilo, tako da zdaj ga damo naravnost, pa se pa itak obrne vsako svojo smer. Zdaj pa mene čakajo še 3 koti, pa pogledamo, kaj bo konec. Ena stvar nas še čaka in to je še to, da preverimo tlake. Skoraj sigurno so prenizki, tako da tole še nafilamo. Opa, no. Kje smo? Ja, kar precej bo treba nafilati.
pa smo. In to je to. Pa smo na koncu. Mene zdaj čaka, da vse skupaj še pospravim, pa operem te letne feltne. Čez zimo imamo cajt, da se bomo malo pogovorili še o novih letnih gumah. Mogoče kakšen nasvet bo prav prišel. Do takrat pa ja, evo, tak bo zdaj. Tako da, meni se sicer letne feltne ful bolj všeč, ampak napiši spodaj v komentar, kjer je pa ti preferiraš. Pa se vidimo v naslednjem.